Poglejte, ti davki so posledica prvič nereda v določenih ministrstvih, drugič pa so posledica zaposlovanja naših, tako zvanih naših kadrov. Spomnimo se, v Slovenski demokratski stranki smo opozarjali, da je vlada v svojem izteku v zadnjem letu in pol zaposlila približno 8500 ljudi v javnih institucijah, predvsem v javnem in državi, torej v državni in javni upravi, torej predvsem pa tudi na področjih, kjer jih sploh ne bi potrebovali. Ni problem, če vlada zaposli več zdravnikov, več medicinskih sester, nekaj več ljudi tudi recimo v nekaterih institucijah, ki so podporne gospodarstvo, ampak da recimo se Ministrstvo za javno upravo poveča recimo za 94%. To so grozovite številke, ki so prav tako posledica slovenskega vzgojno-izobraževalnega procesa, ki daje na trg kadre, ki jih noben človek na tem svetu ne potrebuje, za znanje, ki jih v tem trenutku gospodarstvo ne more nekako konzumirati, in ti kadri seveda so velik pritisk torej predvsem na državne ali pa na javne institucije, in zato je neka politika, ki v teh kadrih vidi, lahko rečemo, morebitne volivce nekako tudi zaposluje. In seveda posledica vsega tega je, da podjetniki, tudi državljani in državljanke bodo morali plačevati več davkov in tudi prispevkov za nekatere, lahko rečemo, za delovanje nekaterih zelo pomembnih institucij. Jaz mislim, da vsak, ki razumeva, ki ima neko zdravo kmečko pamet, lahko ugotavlja, tudi če pogledamo tisti osnutek koalicijske pogodbe, ne gre samo za davčno zakonodajo, gre tudi za podporne elemente slovenskem podjetniškem okolju, je to, lahko rečemo, zelo zaskrbljujoče. Mislim, da niti izjave radikalne levice v slovenskem parlamentu in v javno-medijskem prostoru niso toliko zaskrbljujoče, ki jih poznam. Moj vidik je, da je problem, da so se večinoma tisti, ki bodo sedaj ministri, celo tega distancirali, da niso na svojega koalicijskega partnerja nekako ravnali, da je rekli odločni ne takšni politiki. Drugi problem pa je, da so te izjave pokrili številni ljudje, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa, kot je recimo profesor ekonomske fakultete gospod Max Steininger, recimo Vesna Vojvodina. Torej nosilci pedagoških procesov, ki imajo pa vpliv tudi na mlado generacijo ljudi. Torej prehajamo, lahko rečemo, v neko naslednjo fazo nekega reinkarnacije socializma v Sloveniji, ki gre skozi eno mehko podobo, preko, kot nekateri ugotavljajo analitiki, preko tega kulturnega marksizma, ki je del nekega novega trenda v Evropi. Torej, socializem, ki je propadal, gre danes, prihaja v naše obličje, torej skozi neke mehke procese, največji proces preko nevladnih organizacij in preko akademskega prostora. In to je zaskrbljujoče. Mislim, da Slovenija se mora obrniti, Slovenija potrebuje reformno vlado, svet se ne vrti okoli Slovenije. Naša največja prednost je vedno, da smo majhna država, ki se mora hitro prilagajati trenutnim razmeram na trgu. Trenutne razmere na trgu pa so seveda samo ene. Zahodni svet se zaveda prihoda in že, lahko rečemo, delovanja v 4. industrijski revoluciji. Slovenija se morala tem trendom najhitreje nekako prilagoditi. Ta vlada je pa seveda ravno, lahko rečemo, nasprotje vsemu temu, kam bi mogla slediti Slovenija. Dober? Poglejte, to ni stvar pogovora, bi lahko rekli. Vsaki razmišlja. Danes bi morali se pogovarjati, kateri izdelke bomo dodali višjo dodano vrednost, kjer bo naše inženirsko znanje bolj vkomponirano v izdelke in storitve, s katerimi bomo bolj konkurenčni. In temu ne da sledi samo to, kar vi razlagate. Sledi tudi prekarno delo. Glejte, če boste vi osebnost, ki ima nek poklic, ki je na trgu iskan, vi ne boste prekarni delavec. Vi boste v trenutku, vas bo vsak delodajalec tepli se bodo za vas in vas bojo takoj zaposlili za nedoločen čas. Bistvo prekarstva tudi v Sloveniji so mladi, ki imajo nepopolna znanja, in tukaj bi morali prvo vprašanje bilo za slovenske institucije. In potem se to seveda nadaljuje v vseh družbenih procesih in tudi v družbenih sistemih in podsistemih. Tako, gledajte, minimalna plača, gledajte, v intenzivnih panogah, kjer nismo naredili nekega prestrukturiranja, kjer tem izdelkom nismo dali dodatne višje vrednosti, je ta problem, ki ga imamo. Mi ne moremo tega umetno dvigniti. Trg lahko to dviguje preko višje dodane vrednosti, preko boljše blagovne znamke, preko kjer potem lahko vi dvigujete. In to so umetne zahteve, ki nimajo sploh neke logike v nekem redosledu, ki mora slediti. Torej, osnovno vprašanje je, kako v neko panogo vnesti več znanja, več izkušenj, boljšo blagovno znamko, kreirati boljše blagovne znamke, in preko tega bo minimalna plača lahko rasla, lahko rečemo, zelo hitro.
da pa se ti prvo pogovarjaš o minimalni plači, ne pa o tem, kakšne izdelke in storitve boš delal, ali boš tudi uvedel robotizacijo v težko ali pa zelo delovno intenzivnih panogah, kar je normalnost v tem času. To so po moje najboljša vprašanja za gospodarstvo in ne minimalna plača.